Jaz sem po naravi aktiven človek, ne samo, da me zanimajo, ampak tudi aktivno sodelujem pri različnih dejavnostih v svoji okolici, v različnih društvih. Zgubila je zaposlitev, pa se je pobrala, ne? Dela na kmetije, to se pravi taka izjemno energije polna oseba. Ko sem prvič izgubila službo, je bilo zelo težko, ker je okolje, ker ne nudi novih zaposlitev, sploh pa ne nudi zaposlitev ženske ali pa, moram še poudariti, mame z več otroke. To je, ne glede na to, če se prizadevan ali pa da vlagaš dosti energije v službo, je to prva ovira, ki jo vsi vidijo, ne. Sem vzela to situacijo kot izziv v življenju in sem začela iskati druge možnosti za zaposlitev in nisem vrgla puško v koruzo. Najino sodelovanje se je začelo v glavnem, ko sva delali skupaj tečaj za lokalno turistično vodnico. S tem, da sem opravila ta tečaj za lokalnega turističnega vodnika, sem pridobila znanje oziroma prebila led, da sem se upala nastopati tudi v javnosti, vsaj pred turistično skupino za začetek. Hkrati sem pa vedela, da je tudi turistično vodenje, se pravi lokalno, lahko nek izziv ali pa delček mojega življenja za bodočnost. Ko me je povabila k študijskim krožkom, kar nisem imela pojma, kaj je, no, in potem, ko sem šla na prvega, sem šla tudi na drugega, tretjega in tako naprej, no. Vodi zdaj študijske krožke, piše, zelo dosti piše, tudi javno nastopa, predava. In vsi se trudijo delati nek biznis, ona pa pač ne, ona pa dela stvari iz nekega zanimanja in tudi iz neke motivacije po povezovanju ljudi. S prihodom Mateja Salceta v naš kraj se je pač ponudila možnost za dogodek, ki smo ga poimenovali Plavajoči grad. To je festival, poseben, zelo specifičen festival, ki zajema marsikaj od kulture, umetnosti. Če nekaj doprineseš, je to samo neke vrste dodana vrednost k temu, kar že obstaja zdaj. Recimo temu tovarno narave, ne? Nadomestimo vse propadle firme, ki so bile tle in so povzročile kar veliko in okoljske škode in seveda socialne škode v smislu brezposelnih ljudi. No, to pa pomeni, da se pač ne razmišlja sem pač iz rok v usta, kot zdaj razmišljamo, se pravi iz dela v denar, ampak da razmišljamo na dolgi rok. Ker ona je pač ženska, da če kaj ne bo znala ali trenutno ne bo odkrila, se bo zagrebla v papirje in bo toliko cajta iskala, da bo naredila. Imam pa tudi neko tako lastnost, da znanje ali pa informacije, ki jih dobim, zelo rada tudi podelim. Janjo zanima vse. Jaz ne vem, po mojem, če bi dali študijski krožek o temu hrošču, ki je na krompirju, bi tudi to izpeljala. Z Janjo sodelujemo že preko 10 let, moram reči, da izjemno s zadovoljstvom in veseljem. To je oseba, ki navdušuje. Ker če sem jaz aktivna, če se jaz učim, če jaz delam na sebe, ni posebej treba razlagati mojim otrokom, da se morajo učiti, ampak enostavno imajo v meni lahko zgled, da za uspeh v življenju ali pa za zadovoljstvo v življenju pač je treba nekaj narediti.